V Salonu umetnosti je Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož odprl novo stalno arheološko razstavo. Naslovili smo jo Petovionski panteon oziroma duhovni svet antičnega Ptuja. Na razstavi, ki je v bistvu en majhen del stare, zelo bogate zbirke, ki je bila nekoč razstavljena v Dominikanskem samostanu, predstavljamo antični duhovni svet, svet bogov, ki pa odpira neštete teme, kljub temu, da je zbirka majhna. Obenem pa promovira ne samo gradivo in duhovni svet človeka kot religioznega bitja, ampak tudi različne družboslovne znanosti, s katerimi lahko antično religijo osvetlimo z različnih zornih kotov. Rimska religija, ki jo predstavljamo v Salonu umetnosti, je bila v osnovi precej suhoparna. Namenjena je bila predvsem skupnosti oziroma kolektivu, izpolnjevanju državljanov, ki so se v bistvu v religijo rodili, izpolnjevanju in čaščenju, izpolnjevanju obredov, in vse to je bilo kolektivno. In na tak način so državljani pokazali, da pripadajo temu kolektivu. Religija je bila tesno povezana prav tako s politiko, in močno se je zrcalila v sami urbani podobi mesta, v obliki svetišč oziroma svetiščnih okrajev in neke vrste skoncentriranih svetiščnih centrov. In lahko bi rekli, da imamo vsaj 3 takšne centre v Petovioni. Eden je bil na mestu današnje Spodnje Hajdine, eden na Bregu in naslednji tak je bil na Panorami. In prav tega panoramskega predstavljamo tukaj, seveda rahlo razširjenega, ni zajeta samo panorama. In to svetiščno področje, nekako ga lahko razumemo tudi eden, ki predstavlja vse. Kajti izgleda tako, da so si bila ta svetiščna področja med seboj podobna. Kot rečeno, je bila rimska religija precej pragmatična. Upoštevala je medsebojne odnose, moralnost, častila je stare navade, še tiste iz republikanskih in še starejših časov. In pa seveda rimski državljani so morali častiti prav tako državo in obenem cesarja. Tudi to je bil del politične propagande. In prav tu nekako je ta ključ v tej razmeroma suhoparni religiji. Vendar so pa z vzhoda prihajali močni religijski vplivi in rimski svet nikakor ni bil nedostopen oziroma je ta vzhodna božstva, božanstva vključeval v ta svoj panteon. Od preprostih pa do takih zelo kompleksnih ritualov, kot so bili recimo tudi misteriji. Misteriji so bili različni in pravzaprav so preko tega Rimljani odkrili osebno religioznost in pomen osebe in tako je stopila ta individualnost. In te misterije lahko vidimo v spomenikih, in odmev tega lahko vidimo v spomenikih prav tukaj, ki so bili najdeni na našem področju v antičnem mestu Petovioni. Tako se je rimska religija plemenitila in upoštevala številne prakse in na ta način je lahko vsak prakticiral svojo religioznost nekako takšno, kot je potreboval. Nikakor pa ne pomeni, da če so bili Rimljani častilci
enega boga, ali pa tudi pripadali misterijem, častili mitreizem, niso mogli častiti drugih bogov. Na vrhu griča Panorame so arheologi odkrili tloris velikega svetišča. Morda je ob tem svetišču bilo tudi tak svetiščni kompleks, ki bi lahko zajemal tudi kakšna manjša svetišča, vendar o tem nimamo podatkov. Vsekakor pa so zelo verjetno zunaj stali številni oltarji, pred katerimi so svečeniki izvajali obrede, ki jim je prisostvovalo ljudstvo. To svetišče je nekoliko drugačno od klasičnega antičnega svetišča, tega grško-rimskega, in sicer ima tudi avtohtone, to je keltske prvine. To je takšno obhodno svetišče, ki je bilo zelo verjetno tudi ograjeno in je bilo zelo verjetno posvečeno Jupitru. Morda celo Jupitru Depulzorju, oziroma tistemu, ki odvrača nesreče in je ob enem tudi zdravilec. Zdaj, po teh svetiščih so številni svečeniki izvajali obrede in zdravili. To pomeni, oziroma to nakazuje na to, kako zelo pomembno in kako zelo čaščeno je bilo zdravje v antičnem svetu in seveda ne tako zelo samoumevno, kot je danes. Kajti dolžina človeškega življenja je bila krajša kot danes. Ocenjuje se tam nekje med 30 do 40 let. To ne pomeni, da ni bilo starejših ljudi, to je samo povprečje. Kajti veliko otrok je umrlo v zgodnjem otroštvu in o tem pričajo tudi številni grobovi otrok pokopanih s popotnico in tudi z varovalnimi amuleti, ki pa seveda tem otrokom niso pomagali, kajti številni otroci so v zelo zgodnji dobi pokopani v betovioni. Če pa se vrnem zdaj na to veliko obhodno svetišče, ki je stalo na enem takem zelo eminentnem mestu, se pravi prav na vrhu Panorame s čudovitim razgledom, je že sama točka sama po sebi izbrana nenaključno. V bližini tega svetišča so pozneje zgradili tudi zgodnje krščansko cerkvico, lahko pa, da so se tukaj izvajale še starejše kultne prakse. In to področje v bistvu govori o kontinuiteti kultnih praks, v bistvu praktično do krščanstva. In seveda razumevanje teh svetih prostorov antičnega človeka. Ob tem svetišču so arheologi našli votivne darove. To so majhni svinčeni kipci, zelo preproste izdelave, izdelani v kalupu. V našem primeru predstavljajo božanstva rodovitnosti in sicer predvsem ženska božanstva. Te kipce, ti so stali na podstavkih oziroma so bili pritrjeni na neko podlago oziroma na steno. Takšne votive so uporabljali v starem svetu, v svetiščih in so jih ljudje darovali za blagor, za svoj blagor ali pa tudi za zdravje. Poznamo tudi posamezne organe, ki so jih ljudje v antiki darovali, ob enem pa je recimo ta tradicija ohranjena tudi v krščanstvu, v bistvu vse do danes in poznamo jo iz pravoslavnega sveta. Bogoslužje v antiki je bilo javno, se pravi tisti javni obredi, ki so bili že omenjeni, in so jih vodili nekako uradniki lokalne skupnosti velikokrat, medtem ko je bilo domače bogoslužje, ki se v bistvu skozi tisočletja ni kaj dosti spreminjalo in ima globoke indoevropske korenine. To domače bogoslužje, ki je nekako služilo varovanju domačega ognjišča, čaščenju prednikov, pa so izvajali v okviru doma oziroma v okviru gospodinjstva. Ponavadi je oče družine, pater familije, vodil to bogoslužje, ostali družinski člani pa so temu prisostvovali. Dostikrat
so bili v hišah, v domusih, tako imenovanih, to so bile večje in razkošnejše hiše antičnega sveta, so našli majhne kapelice, ponavadi obdane s stebrički. In v teh majhnih kapelicah se je dogajalo to bogoslužje, kjer so člani družine častili svoje prednike in jim darovali kadila ali pa cvetje ali pa kaj podobnega. Zrcaljenje avtohtone oziroma keltske religije se vidi tudi preko čaščenja nutric. Veliko reliefov je bilo najdenih prav na tem področju, ki predstavljajo božanske dojilje, kajti takšni majhni bogovi, bi lahko rekli manjša božanstva, ki pa so imela zelo veliko vlogo, so kontrolirala, nadzorovala oziroma pomagala človeku prav pri teh prehodih. In trije najpomembnejši človekovi prehodi v njegovem življenju so življenje oziroma rojstvo, poroka in smrt. In v tem času nekako te prehode olajšajo manjša božanstva. In ta božanstva so v našem primeru nutrice, v primeru rojstva, otrok, ki ponazarjajo to veliko skrb za dobrobit otrok, ki so velikokrat umrli prerano. Nutrice kot take v tej ikonografiji se pojavljajo samo na našem območju, v bistvu na območju Betovione, in so značilne prav za ta naš kraj in zato vidim veliko pomembnost teh božanstev tudi zaradi tega. Čeprav so povezane s keltskim svetom in podobne nekako matronam, ki se pojavljajo povsod v keltskem svetu, pa vendar ohranjajo to svojo edinstvenost in tudi ta podoba matere, ki doji otroka, jo v bistvu lahko spremljamo tako rekoč od nastanka človeštva pa do danes. Vendar čeprav nutrice nekako ta kult zamre v 3. stoletju, pa vendar to vlogo prevzame Devica Marija. S področja Betovione poznamo več misterijskih religij. Čeprav so mitreji morda najbolj značilni za to naše področje in tudi zelo številni in dobro ohranjeni in tudi zelo prepoznavni, poznamo z področja antičnega mesta več tovrstnih praks. In sicer nekako ob Donavi, od Donave in pa tako imenovani Dakiji, antični, v teh provincah, pa tudi tukaj pri nas, najdemo veliko majhnih podob, kjer je reliefov, ne samo v kamnu, takšne kot imamo ohranjene z področja Betovione, ampak tudi v kovini, ki predstavljajo v bistvu veliko boginjo, oziroma tako imenovana domna, ki se velikokrat pojavlja, oziroma včasih se pojavlja v paru z Domnusom, se pravi eno tako poimenovanje gospa in gospod. To so avtohtona božanstva, ki se spajajo z rimsko religijo in prikazujejo veliko boginjo, ki ima v rokah kači. Ob njej pa sta dvojčka, konjenika, ki teptata sovražni figuri. Nekako ta sfera z božansko vred, kjer sta prikazana sol in luna kot prispodoba cikličnega časa, se te sfere različne ločijo z frizom, enim takim vmesnim pasom, kjer so prikazane različne živali, in pa od spodaj v spodnji sferi tako imenovana iniciacija in pa daritvena žival ter miza, na kateri je obed, ki je vedno del obreda samega.
Te misterijske religije v bistvu koreninijo na vzhodu. Zelo velik ugled so imele v antičnem času, so imeli eleuzinski misteriji, ki pravzaprav izhajajo iz teh, lahko bi rekla, starodavnih politik plodnosti, pri katerih izstopa predvsem ženska s svojo plodnostjo in prav tako ženska kot obdelovalka polja in varuhinja domačega ognjišča, kar se nekako zrcali v mitu Persefone in Demetre, ki sta seveda del teh, zgodba je del eleuzinskih misterijev in pravzaprav vrhunec misterijev bi naj bil ravno to srečanje hčere in matere, ki ponazarjata to veliko plodnost in začetek seveda koledarskega ciklusa, v katerem se začne rastje in seveda polja znova obrodijo. In to je tako zelo pomembno antičnemu človeku, ki ima seveda drugačen odnos do hrane, do plodnosti in seveda je za njega vse čudež. Predvsem to, oziroma tudi to, da iz enega dobiš veliko, se pravi iz enega semena, ki je božansko, zraste mnogo semen. In tisto prvo seme je ponavadi prva žrtev in ta žrtev je Bog. In po tem Bogu so vsa ostala semena božanska. In nekako iz teh starih, pradavnih verovanj izhajajo tudi grške, nekako to zrcalijo tudi ti misteriji, ki so vzhodnega izvora, in pa ta grška filozofija. To je že predhelenistična filozofija, recimo, če omenimo samo Pitagoro, in pa pozneje, seveda, Platon in Sokrat. In v tej filozofiji je pravzaprav zelo dosti humanizma, poudarjeno je asketsko življenje oziroma življenje nekako v moralnih normah z odrekanjem, včasih so pridružene tudi recimo je pridruženo vegetarijanstvo in pa seveda vsi ti misteriji obljubljajo odrešitev ravno preko tega moralnega življenja, neke vrste asketskosti do nekega preporoda in odrešitve. Ob enem pa recimo zaznavamo tudi v teh helenističnih grških filozofijah idejo o transmigraciji duše, ki se v bistvu vsake toliko časa pojavi in nekako jo obravnavajo različne filozofije in religije v nekoliko različnih kontekstih. Vsekakor pa je ravno ta prvina, ki potem preko misterijev in teh filozofij se zrcali prav tako tudi v krščanstvu. K misterijem z področja Bedovione lahko prištejemo tudi Orfeja, lahko prištejemo tudi Dioniza, Izido, vsi ti kulti so izpričani na naših tleh. Antični človek živi v svetu podob in sicer tudi te podobe zelo dobro bere, zato so te različne podobe spremljajo v bistvu vse spomenike, pripovedujejo zgodbe in mite. In nekako v tistem času, tako kot miti, ponazarjajo arhetipe oziroma tisto skupno kolektivno, kar je bilo ljudem takrat zelo pomembno. Oziroma tiste zgodbe, ki so jih takrat ljudje nekako privlekli oziroma ki so prišle nekako na površje. Tako da se bomo v nadaljevanju ukvarjali tudi z miti, ki so prikazani v bistvu na naših lokalnih spomenikih in govorijo svoje zgodbe. Ob enem pa prikazujejo predvsem globoke psihološke podobe. Kult sončnega božanstva je bil ves čas prisoten tudi v rimski religiji.
To so bogovi vzhodnjaškega izvora, katere večina se rodijo tam nekje okoli zimskega solsticija, to je 25. december. To je zelo značilen datum za rojstvo mnogoterih bogov. To je tudi ob enem sončev obrat ali rojstvo mladega sonca. In sonce je prav tisto božanstvo, ki ima zelo velik pomen, lahko bi rekli kralj bogov med drugim. Kajti sonce vsak dan v svoji kočiji preleti nebo, nebesni svod. In sonce tudi vse vidi in vse ve. In kot takšen predstavlja avtokratorja oziroma absolutnega vladarja. In ker se v bistvu ta sončev kult dostikrat poenoti prav tako z monoteizmom, to so v bistvu zametki monoteizma, ki ga v bistvu nekako že zelo zgodaj prepozna oziroma uvede ta kult Karakala, nekoliko pozneje pa Aurelijan, rimski cesar, to je nekje okoli 270 našega štetja, ko prepozna v bistvu pravilno ta solarni monoteizem in ta prehod k monoteizmu, je nekako že nakazan s samim soncem. Obenem pa nekako v pozni antiki, ko se ta kult še dalje uveljavlja, prevzame te njegove prvine, predvsem pravičnosti, prav tako Kristus. Zato je tudi Kristus dostikrat upodobljen z žarkovno krono, prav tako kot sol. Sonce je velikokrat povezano prav tako z misteriji. Obenem pa skupaj z Luno predstavlja cikličnost časa. Na Ptuju je bil relief sola najden v sekundarni legi, in sicer pod Grajskim gričem. Bil je v bistvu že del tlaka, se pravi, da je takrat, to je tisti čas, ko so ti templji že porušeni in nekako pozabljeni. Obenem bi lahko pripadal Mitreju, nikakor pa to ni nujno. Lahko bi šlo tudi za samostojen tempelj, posvečen solu. Nekaj manjših spomenikov se nanaša tudi na Libera in Libero oziroma na Liber Patra, prav tako napisi. Liber Pater je nekako bil poistoveten z Bakom, rimskim Bakom oziroma grškim Dionizom. V bistvu se pa božanstvo, to je staro italsko božanstvo, se pa nanaša na plodnost, na rastje in predvsem na vinsko trto. Kajti Ptuj je bil že od antike pomembno vinorodno območje. Pod vrhom Panorame so bili 1911. leta ob arheoloških izkopavanjih v nekako tej mestni četrti v stavbah, ki so bile popolnoma posvetne, ki so bile zelo verjetno namenjene enim skromnim bivališčem ali pa skladiščem. In znotraj tega so bili odkriti sveti prostori, neke vrste majhne kapelice, kjer so častili več božanstev. In to zelo lepo prikazuje ta odnos Rimljanov do religije, ki je nekako vpeta v vsakdanje življenje, v delo. Tudi Silvan je staro italsko božanstvo, ki je nekako že njegovo ime, je povezano z gozdom, prav tako je povezan s plodnostjo. Njegova atributa sta borova veja in nož za obrezovanje dreves. In na ta način nam Silvan sporoča, oziroma nam antični človek sporoča, kako Silvan v bistvu preko kultiviranja divjega, preko kultiviranja narave, prinaša blagostanje človeku. Aescula Pensalus
božanski par, oče in hči, sta zavetnika zdravja in zavetnika zdravilcev. Bogove zasledimo oziroma jo poznamo že iz grškega sveta, vendar njun tipičen atribut je kača, ki se ovija okoli Eskulapove palice, ki je ostala v bistvu simbol zdravilstva vse do danes. Prav tako je Priap staro italsko božanstvo, božanstvo plodnosti, ki so ga postavljali predvsem na parcele in zemljiške meje. Priap nosi navadno v naročju košaro z obilnimi plodovi in povzroča to, da se vse množi. Od rastja, vegetacije do živali in živine in na ta način prinaša v dom oziroma tam, kjer je naseljeno področje, prinaša blagostanje. Na razstavi skratka predstavljamo manjši del bogate arheološke zbirke, obenem pa božanstva, ki so bila najdena v samem središču antičnega Ptuja oziroma antične Petovione.